Britaniji in bom nocoj vodila dogodek okoljske spremembe, kako jih lahko blažimo. Torej, tile naši mesečni dogodki spadajo pod okrilje webinarjev Ideje sveta. To so serije virtualnih predavanj naših članov na različne tematike. In to je odlična priložnost za deljenje znanja tako znotraj vtisovcev, kot tudi širše. Predvsem pa gre za utrjevanje in povezovanje slovenske skupnosti ne glede na razdaljo. Zdaj pa vabim Nežo Vadnjal, članico upravnega odbora, da pove nekaj besed o društvu Vtis. Leja, hvala za tak lep uvod. No, in pa en lep dober večer najprej iz moje strani. Kot je Leja že omenila, sem članica upravnega odbora društva Vtis in ena izmed mojih nalog znotraj odbora je pravzaprav organizacija teh virtualnih dogodkov imenovanih Ideje iz sveta, kjer naši člani, strokovnjaki različnih področji delijo z nami svoje znanje in izkušnje, ki so si ga pridobivali po vsem svetu in še vedno pridobivajo. No, današnji dogodek je na temo okoljskih sprememb in res najlepša hvala Lini Bolka, Žigu Maleku in Maji Žarkovič, da so se odločili sodelovati danes in z nami deliti svoje znanje. Zdaj vam bom pa jaz še na začetku vzela par minut, da na hitro na splošno predstavim društvo in naše delovanje. Torej, namen našega društva je bilo in je povezovati Slovence, ki so se in se izobražujejo v tujini ter delujejo na visokošolskih in izobraževalnih inštitucijah v tujini oziroma so delovali v preteklosti. Trenutno nas je že 1649 članov v več kot 51 državah sveta in naša misija je zmanjševati razdaljo med tujino in Slovenijo. To počnemo, da povezujemo naše člane, ki so pravzaprav ambasadorji globalnega znanja v Sloveniji in tujini, spodbujamo in omogočamo njihovo sodelovanje med Slovenijo in tujino in s primernimi inštitucijami na področju znanosti in gospodarstva, ter tudi opozarjamo glavne odločevalce na problematike in zakonske ovire, ki morda malo otežujejo kroženje znanja. To počnemo skozi naše raznolike aktivnosti, kot so podpora pri že iskanju študija in zaposlitvi doma in v tujini, povezovanje naših članov in širše slovenske skupnosti znotraj lokalnih skupnosti in lokalnih dogodkov, z povezovanjem naših članov z različnimi priložnostmi za kroženje znanja ter z vodenjem različnih iniciativ, preko katerih tvorimo predloge za izboljševanje zakonodaje za vtisovce. No, tukaj je samo en primer enega izmed naših lokalnih srečanj z lanskega leta v Londonu. Upamo, da se bodo naši člani in mi lahko kmalu začeli spet srečevati v živo. Do takrat pa smo se kar potrudili z virtualnimi dogodki. Ena stvar, ki smo imeli že prej, sedaj je pa še v teh časih še bolj pomembna, je, da se naši člani med sabo lahko družijo, delijo svoje znanje, informacije, mnenja in izkušnje preko virtualne platforme Slack. Tisti, ki še niste, pridružite se nam. Vsako leto eden naših največjih dogodkov je Vtis leta, ki ga skupaj organiziramo z predsednikom države. Organiziramo tudi simpozij znanosti, kjer predstavljajo naši člani svoje raziskovalno dejavnosti ob koncu leta v Ljubljani. Organiziramo karierne dneve in vse naše dejavnosti seveda ne bi mogle biti brez naših partnerjev, katerim se zahvaljujem za njihovo podporo. In če se še ne sodelujete z nami, vas lepo vabim, da se nam povežete. Pred kratkim smo naredili našo novo vizualno podobo in s tem novo spletno stran, na kateri menim, da boste enostavno našli primerne informacije za vas in upam, da se bomo lahko srečali še v prihodnosti ali preko tesnejšega sodelovanja ali drugih dogodkov.
Sledite nam, prosim, na vseh naših socialnih medijih, tam boste izvedeli tako za naslednje ideje iz sveta, kot vse ostale dogodke. Naslednji dogodek, ki ga načrtujemo, je že naslednji mesec in sicer prvi vtis iz Slovenije v svet, kjer bodo naši člani, ki so že v tujini, delili svoje izkušnje s tistimi, ki šele odhajajo. No, ob koncu poletja pa planiramo naslednje ideje iz sveta in v znamenju tega časa upamo, da bo na temo morja, tako da sledite nam na naši spletni strani in omrežjih, ko bomo naznanili naslednji dogodek. Sedaj pa bom nazaj predala besedo Leji. Hvala, ker vodiš ta dogodek, in pa še enkrat hvala govorcem in vam, ki ste se nam danes pridružili. Jaz se zelo že veselim njihovih predstavitev, upam, da tudi vi. Hvala. Super, najlepša hvala, Neža. Z nami pa zdaj že čakajo naši govorci, tako da predlagam, da kar začnemo. Tole bo potekalo tako, da bo vsak imel kratko 15-minutno predstavitev oziroma predavanje, kateremu bo sledilo 5 minut vprašanj. Vprašanja lahko napišete kadarkoli preko chat funkcije na Zoomu, lahko jih date v skupinsko, da vidijo vsi, ampak če tega ne želite, lahko pošljete meni osebno. Če na vprašanje ne bomo uspeli odgovoriti po vsakem predavanju v teh 5 minutah, bo zanje namenjen tudi čas na koncu uradnega dela dogodka. Tako da, ja, zdaj prva bo spregovorila dr. Lina Bolka. Lina je diplomirala iz meteorologije z geofiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, magistrirala in doktorirala pa prav tako iz meteorologije na Univerzi v Readingu v Združenem kraljestvu. Trenutno je zaposlena kot postdoktorska raziskovalka na Zvezni univerzi v Koloradu v ZDA. Med magisterijem in doktoratom je 1 leto delala na oddelku za klimatologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje na področju podnebnih sprememb v Sloveniji. Med študijem se je večinoma ukvarjala z naravno variabilnostjo zmernih širin v atmosferi in razumevanjem procesov, ki povzročajo to variabilnost. V tem času se je tudi začela ponovno nekoliko bolj vpletati v podnebne spremembe, pri čemer je kot soavtorica s kolegi napisala pismo slovenskim odločevalcem v opozorilo, da mora Slovenija storiti precej več v smeri blaženja podnebnih sprememb, pa tudi prilagajanja nanje. Danes nam bo spregovorila o razliki med naravno variabilnostjo in podnebnimi spremembami, recimo vreme v primerjavi s podnebjem. Tako da, Lina, prosim. No, jaz v bistvu dosti rada govorim o tej tematiki, zaradi tega, ker se mi zdi, da se vse preveč pojavljajo izjave v stilu tega tvita. Recimo politiki ali pa tudi do drug napišejo, danes zjutraj je bilo na Blokah pod ničlo. Prekleto globalno segrevanje, pa se opravičujem za besedo. Problem s tem tweetom je v bistvu to, da ne loči med vremenom in podnebjem. Podnebje je v principu neko povprečno vreme, ne loči med antropogenim segrevanjem ozračja in neko naravno variabilnostjo, ki jo imamo v ozračju. In če gremo malo bolj v detajle glede tega tweeta, govori o enem jutru na en dan na nekem lokalnem kraju, o nekem vremenskem dogodku, ki se je zgodil tistega nekega dne. In v bistvu, to je bilo sicer maja letos, gre za območje, kjer maja ničla nikakor ni nenavadna. In to vemo iz nekih podnebnih lastnosti Blok. Hkrati pa ta tweet popolnoma ignorira dejstvo, da je bila Sibirija v istem obdobju močno pregreta, govorim o 10 stopinjah nad dolgoletnim povprečjem, in da je bil zadnji maj najtoplejši v zadnjih 150 letih, kar pomeni, da nikakor ni reprezentativno za podnebne spremembe, o katerih toliko radi govorimo. Torej, najprej bom šla zdaj na naravno variabilnost, ker je to pač bolj moje področje, potem pa se bom posvetila tudi podnebnim spremembam in kakšna je razlika. Zdaj, pri naravni variabilnosti gre za to, da imamo neke podnebne ali pa vremenske vzorce, ki se v principu ponavljajo, ampak bolj kot to je pomembno to, da jih ne povzroča človek.
Torej, ta variabilnost bi obstajala, če človek je ali pa če ga ni. Skratka, po naravno variabilnost spada marsikaj. Danes bom šla samo čez par primerov. Recimo, en primer so astronomski dejavniki. Ti astronomski dejavniki zajemajo recimo nek dnevni cikel. Zemlja se vrti okrog svoje osi in pač podnevi nas segreva sonce, zato je dan toplejši od noči. Potem imamo letne čase. Pri letnih časih so odvisni od nagiba zemljine osi. Po zimi je pač severna polobla bolj stran od sonca in je zato bolj hladno. Poleti smo bliže k soncu in je zato bolj toplo. Tukaj gre za nek cikel parih mesecev. Potem tudi sonce kot tako samo ima neko svojo naravno variabilnost. Gre za nekih 11 let, pravimo temu sončne pege. Gre pa enostavno zato, da je sonce enkrat bolj svetlo, enkrat bolj temno. Ko je bolj svetlo, mi dobimo več svetlobe od sonca, ko je bolj temno, manj in s tem pač dobimo tudi potem manj toplote. Potem pa še ena zadeva, ki je odvisna od položaja Zemlje glede na sonce, so ledene dobe. Za ledene dobe se dogajajo na vsakih 100.000 let, blazno počasen proces, ampak gre za to, da se nagib zemljine osi se malo spreminja na vsake toliko časa, pa tudi razdalja od sonca ni vedno enaka in to potem povzroči ledene dobe in pač topla obdobja. Zdaj, če bi vsi ti astronomski dejavniki bili edini dejavniki, ki bi vplivali na naše podnebje, bi v bistvu se Zemlja trenutno morala malenkost ohladiti oziroma naša temperatura zraka se ne bi smela v bistvu praktično nič spreminjati. Pa vemo, da se naše ozračje segreva, tako da astronomski dejavniki nikakor ne vplivajo na trenutno zagrevanje ozračja. Potem pod naravno variabilnost seveda spada tudi vreme. Pod vreme, vsi vemo, imamo lahko sončno vreme, oblačno vreme, veter, dež, sneg, nevihte, neurja, toča, marsikaj spada pod to, tudi v kakšnih drugih predelih sveta, tornadi, orkani in tako naprej. In v bistvu gre za spremembe, ki se dogajajo včasih v parih urah, včasih v parih dneh. In te spremembe v bistvu tudi velikokrat vključujejo spremembe temperature. Recimo, tole se je zgodilo lani pri meni v Koloradu, ko smo šli v bistvu iz poletja direktno v zimo, bilo je oktobra in se je temperatura praktično v enem dnevu shladila za 30 stopinj Celzija. Pa je to nekaj popolnoma normalnega tu in temu pravimo vreme, nekako povezano z nobenimi podnebnimi spremembami. Potem tudi recimo, ko imamo kakšen ciklon, ko imamo neko fronto prisotno, recimo je lahko Evropa precej toplejša od Atlantika, kar pomeni, da če je v Evropi toplo, še ne pomeni, da je v Atlantiku toplo in obratno v principu. Tako da so tudi neke lokalne spremembe kar velike. Tukaj je recimo 20 stopinj med Atlantikom pa Evropo. Potem pa imamo v bistvu v atmosferi, pa tudi v oceanih, neko variabilnost, ki se dogaja na daljših časovnih skalah. Govorimo o nekih parih tednih, parih 10 let. In v bistvu tukaj sem dala samo en primer, gre za El Niño južno oscilacijo, v detajle ne morem tukaj iti, ampak v principu gre za to, da se tropski Pacifik segreje, tu z oranžno barvo, na vsakih par let se segreje, temu pravimo El Niño, medtem ko vsakih drugih par let se ta tropski Pacifik ohladi, temu pravimo La Niña in v bistvu se ta dvig temperature v tropskem Pacifiku ali pa znižanje temperature tudi
pojavljata v globalni povprečni temperaturi, zaradi tega, ker zajema tropski Pacifik kar veliko območje in se to potem pozna tudi, ko povprečimo globalno temperaturo v tistem letu, ko je bil recimo El Niño. Hkrati pa vplivata razlika v temperaturi tudi na vremenske oziroma podnebne vzorce. Kadar imamo El Niño, je recimo v Avstraliji v povprečju bolj suho, imajo v principu sušo, medtem ko imamo La Niño, imajo v principu več dežja in nekako poplave tudi lahko. Zdaj, po naravno variabilnost spada še marsikaj drugega. Ena od teh stvari so recimo vulkanski izbruhi. Ti v bistvu izbruhnejo pepel v zrak. Ta pepel lahko potem pride v višje sloje atmosfere in se tam lahko zadržuje potem dalj časa, tudi po par let. In problem pepela je to, da je bel, odbija sončno svetlobo, ki hoče priti do Zemlje, in v bistvu takrat, kadar so vulkanski izbruhi, se Zemlja v principu nekoliko shladi. Torej, samo da povzamem to naravno variabilnost, gre za neke podnebne oziroma vremenske vzorce, ki se v principu ponavljajo, gre za spremembe, ki jih ne povzroča človek in zajemajo vse od astronomskih dejavnikov vremena, nekih nihanj v atmosferi in oceanu na daljših časovnih skalah, pa tudi kakšne vulkanske izbruhe in tako naprej. Torej, zdaj vemo vse o naravni variabilnosti atmosfere. Kaj so podnebne spremembe oziroma kaj je v bistvu segrevanje ozračja? V bistvu pri segrevanju ozračja govorimo o dvigu globalne povprečne temperature. Zdaj, tukaj sem dala graf poteka temperature zadnjih 150 let in ta lepo kaže, da nekje v začetku industrializacije je bila temperatura v povprečju precej nižja, kot je recimo dan danes. Torej imamo nek dvig temperature, nek trend v temperaturi, ki ga lahko v bistvu zaznamo. Zdaj, eden problem od tega segrevanja ozračja je, da se dogaja vedno hitreje. To je recimo lepo prikazano na tem črtnem diagramu, ko imamo, pač prikazuje čisto isto sliko kot ta graf tu, samo na nek lepši način. Imamo same modre barve tu, potem pa postanejo rdečkaste in potem vedno bolj rdeče in to samo v zadnjih parih desetletjih. Vidimo, da je zelo rdeč, da se vedno hitreje segreva. Zdaj, problem je recimo v Sloveniji, ta isti črtni diagram, ampak samo za Slovenijo kaže, da se Slovenija segreva precej bolj od povprečja, kar pomeni, da bi nas v principu to segrevanje ozračja moralo bolj skrbeti kot koga drugega po svetu. Zdaj, kam spada tu naravna variabilnost? Rekla sem, da trend je segrevanje ozračja, ampak naravna variabilnost, če vidite, imamo temperaturo, ki ne gre samo gor, gre malo gor pa dol, pa gor pa dol. In te hribčki in dolince, to je neka naravna variabilnost, odvisno od kakšnega El Niña in tako naprej. Medtem, ko trend govorimo o segrevanju ozračja in danes je to v bistvu antropogeno segrevanje ozračja. In pri antropogenem segrevanju ozračja v principu gre za segrevanje ozračja in oceanov, ki ga povzroča človek skozi izpuste toplogrednih plinov. In ti toplogredni plini potem skozi nek efekt tople grede segrevajo ozračje in oceane in to potem vodi v podnebne spremembe in vpliva tudi na naravno variabilnost. Recimo imamo vedno več vročih dni. Zdaj, tega trenutnega segrevanja ozračja ne moremo razložiti z naravno variabilnostjo, zato mu pravimo antropogen. Pa pridem do te točke na naslednjem slajdu. Še en problem pri segrevanju ozračja je to, da je časovna skala tega segrevanja precej hitrejša, kot je bila v preteklosti. V preteklosti, recimo ledene dobe, vsakih 100.000 let se ima ekosistem nekako čas prilagoditi na spremembe, medtem ko danes govorimo o 100-200 letih, pa gre za isto temperaturno spremembo. Zdaj, kaj je naravna variabilnost oziroma zakaj naravna variabilnost ne more razložiti trenutnega segrevanja ozračja? Recimo,
mi imamo tole črno črto tu na tem grafu. Ta črna črta prikazuje isti temperaturni dvig, kot sem ga pokazala prej. Torej gre za meritve temperature zadnjih 150 let. Potem pa, če si predstavljamo svet, v katerem, ki v bistvu ni šel čez to industrializacijo, v katerem človek ni izpustil v okolje dodatnih toplogrednih plinov, dobimo tole modro črto tule. In ta modra črta v principu zajema neko naravno variabilnost atmosfere, ne vsebuje pa tistih toplogrednih plinov, ki smo jih mi izpustili v ozračje v zadnjih 150 letih. In kar lahko vidite je, da ta modra črta nikakor ne more razložiti tega dviga temperature v zadnjih parih desetletjih. Kar pomeni, da ta dvig temperature nikakor ni posledica naravne variabilnosti atmosfere. Zdaj, če gremo nazaj v svet, v katerega smo izpustili toplogredne pline, ki je šel čez industrializacijo, dobimo tole roza črto. In ta roza črta lepo zajame meritve temperature, kot jih vidimo danes. Kar pomeni, da ko mi dodamo toplogredne pline v sistem, lahko dvignemo temperaturo na nivo, kot ga vidimo danes. Če tega dviga toplogrednih plinov ni, enostavno ne moremo razložiti segrevanja ozračja. Zdaj, podnebne spremembe so problematične, ker bodo v principu imele vedno hujše posledice in če nič ne storimo, pač se ne bo dobro končalo, bomo imeli vedno močnejše vročinske valove in tako naprej. Zdaj, najlažji način je, da se sistem razogljiči, to mora biti na nekem političnem nivoju v principu, ampak nekaj manjših stvari lahko tudi recimo storimo mi sami. Recimo lahko kupujemo manj uvožene hrane, več domače, recimo kupimo jabolko namesto ananasa, pa kupujemo recimo slovenske tekstilne izdelke in ne tistih uvoženih in tako naprej. To vse nekako prihrani izpuste iz prometa. Podobno prehranimo izpuste iz prometa, če gremo v službo s kolesom, s vlakom in tako naprej, namesto z avtomobilom. In pa tudi, če recimo dopustujemo doma namesto nekje na drugem koncu sveta. Zdaj, če koga zanima kakšne večje investicije, v principu se gre za neko večjo varčnost, energetsko varčnost stanovanj. Tu predvsem govorim o boljši izolaciji hiš, pa tudi recimo kakšne sončne celice si lahko damo na strehe hiš, pa če gradimo novo hišo, si zgradimo pasivno hišo namesto navadno, ker so bolj varčne. Neke manjše stvari tipa ugašanje luči in tako naprej, pa seveda itak vedno nekoliko pomagajo. Zdaj, če ste delodajalec, bi vas rada nekako spodbudila, da omogočate delo od doma, in če ste delavec, ga izkoristite, ker tudi to zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov iz prometa. To me pripelje nekako na konec mojega predavanja. Torej, kaj sem hotela povedati, je, da vreme nikakor ni isto kot podnebje, da podnebne spremembe niso isto kot vreme, da bo naravna variabilnost ostala z nami tudi o podnebnih spremembah, sicer se bo malo spremenila, recimo 0 stopinj na blokah maja bo morda nekoliko redkejši pojav v prihodnosti, kot je recimo danes. Zdaj, nek temperaturni trend, ko ga vidimo danes v temperaturi, pa nikakor ne moremo razložiti z naravno variabilnostjo. Ta trend povzročamo mi z našimi izpusti in z našimi toplogrednimi plini. Jaz sem tukaj ustavila. Hvala. Super, Lina, najlepša hvala za to predstavitev. Zdaj se je pa že nabrala par vprašanj.
Tako da gremo k prvo vprašanjem. Prvo vprašanje, mogoče zakaj se Slovenija segreva bolj od drugih držav? Kako lahko taka majhna država vpliva na segrevanje ozračja? To je dosti težko vprašanje. Slovenija je dosti blizu v bistvu Mediterana, to je eno. V bistvu, kaj je problem pri Sloveniji in kako vpliva na segrevanje ozračja, je to, da smo del razvitka sveta in ta razvit svet se je pač razvijal na fosilnih gorivih in v bistvu, če gledamo na prebivalca, smo Slovenci dosti slabi v primerjavi z marsikaterim prebivalcem nerazvitega sveta. In zaradi tega je Slovenija bolj problematična v tem stilu. Zdaj, kar se neke povprečne temperature Slovenije tiče, v globalnem smislu, ja, je to majhno, ampak za nas je pa to pomembno, zaradi tega, ker če se mi segrevamo precej hitreje, bomo imeli vedno manj snega, vedno hitreje in po zimski turizem potem problem in tako naprej. Ne. Zanimivo. Ok, nadaljujemo še spet malo za Slovenijo. Torej, katere so konkretne posledice segrevanja v Sloveniji v zadnjih 10 letih? Nekaj recimo, kar prej še ni bilo. V zadnjih 10 letih? Ja. Človek težko govori v zadnjih 10 letih, samo v zadnjih 10 letih. Premehno obdobje. Ja. Poleg tega pa bodo posledice precej hujše s tem, ko gremo v prihodnost. Trenutno v bistvu mogoče ljudje kar precej opažajo, da je snega vedno manj. Ja. Bel božič pa to. Ja. No, čeprav bil božič v Sloveniji tudi v preteklosti ni bil, ne vem koliko pogost, ampak. No, pač mislim, da se veliko ljudi se pritožuje nad preveč milimi zimami. Mislim, da so zime tiste, ki so res problematične danes. Ja, definitivno tudi sama to opažam. Omenila si eno tole na koncu o pasivnih hišah. Pa nas zanima za ljudi, ki razmišljajo o gradnji nove hiše, glede na to, da se bo temperatura dvigala v Sloveniji, kako naj se o tem razmišlja, kako naj gradimo, v čem naj razmišljamo, ko gradimo, če imaš kakšne nasvete za to? Zdaj, nisem nek gradbenik, da težko o tem govorim. Pri pasivnih hišah gre predvsem za to, da so energetsko varčne, kar pomeni, da če imamo tako hišo, izpustimo precej manj pripomoremo precej manj izpustom toplogrednih plinov. Hkrati pa tudi v bistvu manj porabimo za energijo, ko pač plačujemo položnice. V bistvu pri pasivnih hišah gre za to, da v bistvu uporabljajo sonce za segrevanje stanovanja, pa ventilacijo za hlajenje stanovanja, pa tako naprej. Zdaj, kako točno se te hiše gradijo, res ne vem, no. Predvsem pač... Sorry? Nič hudega, ja. Že to je fajn, da vemo sploh, kaj pasivne hiše so. Ja, sorry. Pa da si moramo malo biti bolj previdni pri tem, če gradimo kako novo gradnjo. Ok, nadaljujemo z vprašanjem. Ali lahko izključimo delovanje in aktivnosti sonca kot faktor, ki vpliva na spremembe temperature v zadnjih 150 letih na našem planetu? Da bi izključili aktivnost sonca, v kakšnem smislu? V kakšnem smislu? Jernej, če bi mogoče lahko malo pojasnili vprašanje? Mogoče mislijo bolj na kak geoinženiring ali kakorkoli, da bi enostavno da bi naredili kakšno pregrado, da sončno sevanje ne bi prišlo do nas, bolj v tem stilu mogoče. Možno, ja. Ok, super, hvala Lina. Zdaj bomo nadaljnja vprašanja, ki jih še imamo,
odgovorili na koncu, če boste ostali in če bo dovolj časa. Bomo pa zdaj se predstavili na naslednjega govorca. Torej, ja, lepa hvala, Lina, za deljenje tvojega znanja. Gremo mi naprej. Naslednji gost je dr. Žiga Malek. Žiga je docent na Inštitutu za okoljske študije IVM Univerze Vrije Univerzitet Amsterdam na Nizozemskem. Kot raziskovalec se ukvarja predvsem s spremembami rabe in pokrovnosti tal, njihovimi posledicami ter medsebojnem vplivu na podnebne spremembe. Kako upravljamo in spreminjamo rabo tal, je raziskoval po celem svetu, med drugim na tropskih otokih, Sredozemlju, Amazonskem gozdu, Vzhodni Afriki in še več. Poleg raziskovanja in poučevanja je vključen v številne svetovalne študije na področju okoljskih sprememb za številne mednarodne organizacije. Žiga je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in doktoriral na Univerzi na Dunaju. Na današnjem dogodku bo predstavil, kako ljudje spreminjamo zemeljsko površje, kaj to pomeni za nas in kako lahko načrtujemo bolj trajnostno upravljanje z rabo in pokrovnostjo tal v prihodnosti. Tako da, Žiga, prosim. Ok, hvala za vabilo najprej. Sem res vesel, da lahko to tukaj predstavim. Lea je omenila precej lokacij, kjer sem delal, kar je res, ampak moram reči, da danes večina podatkov dobimo že prek satelitov, tako da to pomeni, da ne potujem žal toliko, kot bi hotel, kar je tudi boljše za naše okolje. Tako da večino teh lokacij, na katerih delam, sploh nisem bil, oziroma sem jih videl samo satelitskih posnetkov. In zdaj vidite na ekranu en tak posnetek, o čemer bom predvsem danes govoril. Jaz se ukvarjam s pokrovnostjo in rabo tal. In eden najbolj izmerijsko izpostavljenih je seveda izsekavanje gozdov in danes bom predstavil ta primer. Ampak začetek pa mogoče, to sliko vsi poznate, to je naš planet, to je kompozit satelitskih posnetkov, torej različni satelitski posnetki skupaj zlimani, brez oblakov seveda. Nikoli ne boste videli tako lepe slike Zemlje iz vesolja, vedno bojo oblaki. In prvo, kar vidite tukaj poleg oceanov, je seveda, da je naš planet še precej zelen. Imamo nekaj puščav, imamo tudi seveda območje ledu in pa vodna telesa, ampak ja, predvsem je planet še zmeraj precej zelen. Bi pa mogel ta slika izgledati nekako tako. Zdaj najprej se opravičujem za to dramatično rdečo barvo, je tukaj samo za ilustrativne namene, ampak vse, kar vidite, kar je rdeče, je zemeljsko površje, katerega smo v zadnjih nekaj tisočletjih neposredno spremenili. Torej gozd, katerega smo posekali, da smo vzpostavili kmetijske površine, travnike, kjer smo spremenili v pašnike, območja, kjer smo pozidali naša mesta, zgradili avtoceste, jezove, zgradili rudnike in tako naprej. In zelo pogosto so ta območja tudi območja, katere ne bomo nikoli več dobili nazaj. Torej, če vi zgradite hišo, s tem tudi nekako trajno vzamete tla za ostale ekološke procese. In zdaj vidite, da smo že precej velik del našega planeta tako spremenili. Nekje 60% vseh ekosistemov smo s tem uničili, neposredno, posredno še preko klimatskih sprememb še bolj. In nekje polovico vsega zemeljskega površja, kjer bi mi lahko živeli, torej če odštejemo puščave in led, porabljamo za kmetijske površine. In o tem bom danes večinoma govoril. Torej, kot sem že omenil, spremembe rabe in pokrovnosti tal je nekaj, kar počnemo že na tisoče let. Že stari Egipčani, vzhodnoazijske civilizacije, bližnjevzhodne civilizacije so že imele ogromno kmetijskih površin. In številni med njimi imamo še danes in so precej ikonični. Imamo ta znamenita riževa polja v jugovzhodni Aziji, potem imamo te lepe mediteranske krajine, imate drugo sliko z leve, Montado in Dehesa z Portugalske in Španije, kjer imamo hrastove gozdove z poljskimi površinami. Tretja slika iz Slovenskih goric, kjer smo tudi ustvarjali neko res precej lepo kulturno krajino, kjer živimo v sozvočju z naravo, bi lahko rekel. Četrta slika pa kaže tudi primere, kjer smo s pomočjo nekih bolj naravnih rešitev poskušali ustaviti negativne procese. To je primer iz Kitajske, kjer so z novimi gozdovi, z bolj sonaravnim kmetijstvom poskušali ustaviti širjenje puščave gobi. Žal pa večino sprememb našega površja izgleda kot slike spodaj. To so ogromna površja tropskih gozdov, katere smo izsekali, da imamo danes, recimo, predelujemo oljno palmo ali pa katerekoli druge poljščine. Spodnja leva slika je iz Indonezije.
Potem te ogromni visokotehnološki sistemi, kot so ta centralna pivot irrigation, kot se reče, te ogromni krogi namakanja, kateri so tudi v Evropi, ne samo recimo v Severni Ameriki, porabijo veliko vode, so pa zelo produktivni. Tretja slika z leve spodaj je iz juga Španije in je eno največjih sklenjenih območij rastlinjakov na svetu. In rastlinjak po eni strani je tudi kmetijska površina, po drugi strani pa to površje, katero je trajno odvzeto zemlji, ker to so seveda zgradbe, potrebujejo veliko energije, veliko vode in tukaj ni neke biodiverzitete. Četrta slika spodaj je pa primer iz brazilskega pragozda oziroma amazonskega gozda, o čemer bom govoril danes. Zakaj je to pomembno? Nekje do leta 1950 so bile spremembe rabe tal največji vir toplogrednih plinov. Ko mi odstranimo nek gozd, recimo, ko ga pod gozdom ga požgemo, s tem zmanjšamo sposobnost ekosistemu, da skladiščijo recimo ogljikov dioksid. In s tem smo predvsej veliko toplogrednih plinov tudi povzročali in še danes je to drugi največji vir, takoj za fosilnimi gorivi. So pa tudi številne ostale posledice, katere so negativne. Več poplav, več erozije, uničenje biodiverzitete lokalne. Nedavno pa so tudi prišle študije, ki so pokazale, da zaradi tega imamo precej več virusov tipa SARS, recimo, ker tropski gozdovi delujejo kot neko varovalo, da te virusi pridejo na območja, kjer jih ne bi smeli biti. In trenutna situacija je eden izmed takih virusov. Torej, danes bom govoril predvsem o amazonskem gozdu in ta slika kaže južnoameriško celino, nekje od leta 2002 nazaj do leta 2019. Matt Hansen in njegovi kolegi so predstavili to raziskavo, kjer so analizirali, koliko teh površin smo izgubili. In v najhujših letih je bilo 80.000 kvadratnih kilometrov gozda izsekanega. To je za 4 Slovenije v enem letu. Potem se je trend nekako umiril. Zadnja leta se spet, predvsem z nastopom nove brazilske administracije, se je žal to spet obrnil, hkrati pa smo dobili ostale območja na svetu, kjer se tudi to dogaja, recimo v območju pragozda v Kongu in Indoneziji. Danes bom pokazal ta primer, kjer večinoma se izsekava zaradi potrebe pridelave mesa, torej pašnov, zaradi pašnih aktivnosti in pa tudi poljedelstva, predvsem pridelave soje. Torej, ta slika kaže, kako izgleda to izsekavanje pragozda. To seveda ni naenkrat, zgradi se cesta, ven iz ceste grejo nove ceste in se potem izseka gozd in dobimo nek tak vzorec ribje kosti, kot se reče. Zdaj, mogoče se tukaj ne vidite, koliko je to veliko območje in če pokažem malo, ilustriram z nekim slovenskim primerom, te dve piki sta narazen 200 km, to je razdalja med Koprom in Mariborom. To je bilo samo med letom 90 in 2012. Od 2012 naprej je še veliko huje. Torej, kaj lahko naredimo s tem, bom jaz pokazal v naslednjih prosojnicah in kako mi uporabljamo različne simulacijske modele na našem modelku in bom pokazal raziskavo, katero smo ravno zaključili in zadobivamo komentarje. In tudi brazilska vlada je do nedavnega, sedaj ne več žal, uporabljala podobne modele, da je probala ugotoviti, kje je največja verjetnost, da se bo gozd izsekal in potem so tja recimo poslali vojsko, da je varovala gozd. Torej, mi vemo, kakšna je trenutna pokrovnost tal. Ta slika levo vam kaže, to je iz satelitskih posnetkov, uporabljamo kadastre, razne ostale kartografske materijale. Potem s pomočjo satelitov tudi vemo, kakšne so bile spremembe v zadnjih desetletjih. Vemo pa tudi, kakšne so lokalne značilnosti, torej kakšna je poselitev, kakšna je kakovost tal, kakšno je podnebje. Upoštevamo pa tudi seveda klimatske spremembe, recimo. In te 4 slike na desni nekako pokažujejo nekatere izmed teh dejavnikov, katere mi upoštevamo pri svojem delu. Torej, kako so tla rodovitna, kakšna je recimo vsebnost gline, evapotranspiracija, padavine, temperatura, prometna infrastruktura in tako naprej. Ponavadi uporabljamo na ducate takih številnih podatkov in proizvedemo razne analize, da skušamo videti, na kakšnih tleh imamo kmetijske površine, imamo pašne površine in tako naprej. Potem pa sodelujemo tudi, seveda moramo sodelovati z ostalimi znanstveniki, sodelujemo z demografi, dobimo demografske projekcije, torej v tem primeru, kakšna bo populacija Južne Amerike čez 20-30 let. Pogledamo, kakšni so kmetijski, okoljski, energetski načrti teh držav, ali nameravajo več varovati, ali nameravajo pridelovati določene poljščine, kakšni so njihovi energetski načrti, recimo v Braziliji pridelajo zelo veliko sladkornega trsa, s katerega pridelujejo gorivo za avtomobile. Kakšna je stopnja varstva narave v teh državah? So države, kjer je to zelo na nizki ravni, so države, kjer je zelo visoko in če je nekaj varovano, se ne bo izsekalo, recimo.
Upoštevamo trgovinske sporazume, to je nekaj, s katerim se ukvarjamo ravno sedaj. Ravno sedaj Evropska unija se odloča, ali bomo sporazum z Mercosur, torej državami v Južni Ameriki, še povečali, da bomo lahko vozili še več soje, še več govedine iz Južne Amerike ali ne. In eden izmed kriterijev je tudi recimo biodiverziteta. Evropa je začela že upoštevati, noče povzročiti preveč izgube biodiverzitete na drugem koncu sveta. Upoštevamo tudi, kakšen je tehnološki razvoj in vlaganje v znanost, recimo. To je zdaj zelo poenostavljeno, ampak kaj dobimo, potem mi testiramo več različnih možnih scenarijev in dobimo take, poskušamo ugotoviti, kje bomo izgubili gozd, če pokažem ta primer Amazonke. Torej vse, kar vidite rdečo, je gozd, ki bo posekan za širjenje kmetijskih površin, torej za pol. Vse, kar je rumeno, pa se bo spremenilo v pašne površine. Mi smo v tem primeru upoštevali 3 scenarije. Base pomeni, kaj, če se nadaljujejo trendi tako kot sedaj. Scenarij kombi je, kaj, če se podpišejo novi trgovinski sporazumi, če se izvaža več. Dostikrat je ta scenarij, recimo v tem primeru, je dosti dramatičen, ampak se je izkazal kot ne preveč dramatičen, ker recimo od lani, odkar je ta trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, je Kitajska začela vso sojo kupovati v Braziliji, oziroma večino soje, kar je pomenilo novo izsekavanje. Torej so zelo pogosto take trivialne zadeve, kot so tviti nekega predsednika, lahko vodijo v izsekavanje na drugem koncu sveta. Potem pa seveda upoštevamo že scenarij, v tem primeru smo imenovali policy, torej neke boljši okoljski ukrepi, kjer se upoštevajo določena zakonodaja, kjer se vlaga več v boljši donos kmetijskih površin, kjer se proba preprečiti ilegalno izsekavanje gozda, mogoče o tem malo še kasneje. Zdaj, iz teh slik mogoče ni najbolj videti, kaj delamo, zato pokazujem nekaj zoomov oziroma približkov na 3 različne območja v brazilskem pragozdu, amazonskem pragozdu, in tukaj vidite, da so precej velike razlike med temi 3 scenariji. Če se osredotočite na policy, torej na tretjega, vidimo, da ima ta scenarij precej manj izsekanega gozda, tako za širjenje pol, kot tudi pašnih površin. Kar pomeni manj uničenega nekega naravnega ekosistema, kar pomeni manj uničene biodiverzitete, manj erozije in tako naprej. In na ta način mi poskušamo primerjati različne politike, različne ukrepe. Dostikrat hočemo tudi pokazati, kaj se zgodi, če ničesar ne naredimo, in to je ta scenarij base, če kar pustimo tako, kar bo pa bo. Potem sem omenil, veliko sodelujemo tudi z ostalimi znanstveniki, ali pa to naredimo sami, in v tem primeru smo izvedli še ostale analize, kaj to pomeni za izgubo tal, torej erozijo. Zelena barva pomeni, da je bolje, rdeča pomeni, da je precej slabše. In če primerjamo ta 2 scenarija, se pravi, veliko več izsekavanja z nekim, kjer je tega manj, vidimo, da imamo precej manj izgube tal, to so zadnje 2 levi sliki. Sredinski sliki pokažeta, kaj to pomeni za skladiščenje ogljika, torej ogljikovega dioksida in manj toplogrednih plinov. Vidimo, da tudi ta scenarij trajnostni spet precej boljši. Zadnji scenarij pa kaže, kaj to pomeni za onesnaženje tal, ker več kmetijskih površin pomeni več gnojil, torej več dušika v vodah, pomeni tudi lahko več fosforja in ostalih torej onesnažil. Tukaj kažem samo nekatere primere, je pa teh primerov precej več. Mi izvajamo take in podobne študije, kot sem že omenil, po celem svetu, na različnih merilih, zelo lokalno, ali delamo celo globalne. Ena izmed teh, katero smo ravno tudi zaključili, je skupaj z Združenimi narodi, poskušamo v Kazahstanu ugotoviti, kje bi bilo najbolj širiti gozdove. Kazahstan je večinoma stepski in puščavski, in da preprečujejo širjenje puščav, hočejo posaditi veliko grmišč in pa gozdov. In mi smo naredili analizo, kje bi bilo najbolj te gozdove oziroma grmišča vzpostaviti, da bi bilo čim manj erozije, in seveda, da bi imeli tudi čim več boljši vložek za svoj denar, ker podnebje v Kazahstanu je takšno, da veliko takih prejšnjih iniciativ je posaditev gozda bila neuspešna, in mi poskušamo ugotoviti, kje bi bilo to bolj uspešno, da bi gozd bolj rasel, recimo. Na območju Sredozemlja smo recimo analizirali, kaj bi pomenilo, če izboljšamo učinkovitost namakalnih sistemov v prihodnosti, ali pa če tega ne naredimo. Zaradi klimatskih sprememb je čedalje manj vode v Sredozemlju, tudi zaradi širjenja kmetijskih površin, zaradi širjenja golf igrišč in tako naprej, je čedalje manj sladke vode. In smo mi poskušali ugotoviti, kaj če izboljšamo učinkovitost, ker na nekaterih območjih Sredozemlja je učinkovitost precej slaba in se 40–50% vode, s katero namakamo, tudi izgubi. V Iranu smo recimo zaključili študijo, ki smo pogledali zelo lokalno, to je zelo nekaj vasi,
kaj če kmetje, ki pridelujejo jabolka, kaj če lahko to počnejo neomejeno, kaj to pomeni za lokalne vodne vire, ali pa kaj če jim pomagamo izboljšati njihove vodnjake in pa mogoče izboljšamo sorte jabolk. Torej, zelo pogosto gremo na zelo konkretne ukrepe, včasih pa na zelo manj podrobne. Tudi nedavno smo eno študijo objavili, kaj bi pomenil naša povečana raba lesa, tako za gradbeništvo, za proizvodno pohištva in tako naprej, kaj to pomeni za biodiverziteto, in smo se osredotočili predvsem na vretenčarje, na sesalce, ptiče, pazilce. In tudi primerjali 3 različne scenarije. Torej, ne samo s 3 različne scenarije, ampak tudi kako lahko z različnimi gozdno-gospodarskimi ukrepi zmanjšamo naš vpliv na biodiverziteto v gozdovih. Zdaj, naslednje za poslušalce. Bom pokazal nekaj stvari, katere pokažem tudi svojim študentom vedno, zato ker jaz sem na Nizozemskem, Nizozemci pojejo zelo veliko mesa in spijo zelo veliko mleka, pojejo zelo veliko sira in so dostikrat šokirani, ko jim to pokažem. In to je en posnetek iz amazonskega pragozda, kako izgleda potem, ko se ga najprej uniči, se ga požge, par let zatem pa tukaj izpostavijo pašne ali pa kmetijske površine. Ta 2 grafa prikazujeta, ne vem, koliko sta kaj jasna, ampak čist levo pomeni proteini oziroma hranilo oziroma beljakovine iz soje, čisto desno pa iz govedine. Nekje vmes imamo pa še perutnino in pa svinjino. In za pridelavo iste enote hranil in beljakovin iz govedine potrebujemo precej več zemeljskega površja. To pomeni, da moramo več gozda izsekati, to pomeni, da moramo porabiti več gnojil, več pesticidov, več vode in imamo večji vpliv na habitate, podnebje in erozijo. Primer, soja porabi 20 do 100krat manj zemeljskega površja za isto enoto hranil ali pa beljakovin. Perutnina 8 do 25krat manj, svinjina pa 4 do 19krat manj. Zdaj, zakaj je taka številka 4 do 19, 8 do 25? To je predvsem zato, ker na različnih koncih sveta je različna učinkovitost kmetijstva, različna rodovitnost tal in tako naprej. In ja, seveda, največji krivci tukaj so Severna Amerika za največjo porabo govedine. Čeprav ravno 2 dni nazaj je prišla ven raziskava, ki je pokazala, da 1/5 vsega nelegalnega izsekavanja v Amazoniji je soja in pa meso izvoženo v Evropsko unijo. Torej, za vsak 5 hektar smo odgovorni Evropejci. Zdaj, v Sloveniji brazilskega mesa, po mojem znanju, nimamo, se pa tudi uporablja soja za hranjenje prašičev. Zdaj, to jaz pokažem svojim študentom, zdaj, bomo res vsi mogli piti mandljevo mleko, sojino mleko, jesti insekt, hamburger iz insektov ali pa namesto čipsa bomo jedli cvrte kobilice. Na Nizozemskem tudi že delajo meso v laboratoriju in en tak hamburger stane 200.000 evrov, da verjetno o okusu sploh ne govorimo. Zdaj, ne, to ni potrebno. Več študij je že pokazalo, da če lahko nadaljujemo z nekimi dokaj razumnimi dietami, recimo mediteranska, indijska, še vedno lahko jemo rdečo meso morda enkrat na teden, nekaj piščanca in pa kakšen dan še vegetarijanski in lahko s tem predvsem manjšamo svoj vpliv. So pa seveda kulture, kjer se je govedina vsak dan, kjer se pije ogromno mleka, je ogromno sira. Tako da tudi sami lahko nekaj na tem področju naredimo in jaz sem se tukaj pokazal samo vpliv na rabo tal, na zemeljsko površje, je pa seveda tu še vpliv na vodo, podnebne spremembe in pa biodiverziteto. En zelo dober primer, in ga tukaj nisem pokazal, je zelo popularen čokoladni namaz, uporablja palmovo olje, za katerega se dobro ve, da uničuje recimo habitate orangutanov, ki živijo ravno tam, kjer oljna palma najbolj raste. Torej so take odločitve, katere kot potrošniki lahko zelo dobro premislimo, preden kaj naredimo. Ja, zdaj, hvala za pozornost, jaz se že veselim vprašanj, če pa tudi kakorkoli mi pa lahko kadarkoli pišete, pa ja, smo lahko na vezi. Pa najlepša hvala tudi društvu. Žiga, najlepša hvala za tole super predstavitev. Imamo že pa par vprašanj, tako da lahko kaj začnemo. Imaš mogoče kakšne podobne grafe, ki si jih pokazal za scenarij v Sloveniji? Jaz osebno v Sloveniji smo sicer naredili eno raziskavo z enim študentom na področju parka Škocjanskih jam. So naredili moji kolegi tudi simulacije v Evropi, na malo bolj takem merilu, 1-kilometrskem, in Slovenija je majhna, tako da je bilo to precej posplošeno. Zdaj, velik del slovenskega kmetijstva je že precej intenziven, preostalo so pa večinoma gozdovi, tako da te modeli v Sloveniji ne kažejo veliko sprememb. Večinoma je to pozidava in to opažamo v zadnjih 20 letih, da se nam kmetijske površine pozidavajo.
ali pa se zapušča in se zarašča gozd. Torej, ta dva procesa. Torej, malo si težko predstavljati, v Sloveniji imamo popolnoma druge procese, pri nas imamo širjenje gozda, pozidavamo kmetijske površine, na drugem koncu sveta pa se izsekava gozd v velikosti nekaj Slovenij vsako leto. Ja, To so popolnoma drugi procesi. Ja. Da imamo v Sloveniji precej boljši nekak nadzor. Ne more se zgoditi, da bo zdaj nekdo posekal nenadoma gozd in odšel brez kazni. Videli smo že na primeru Magne, ko je nekaj gozda bo treba posekati, bo treba ta gozd vzpostaviti nekje drugje, pa je mogoče Magna slab primer. Smo pa mogoče podobno počeli 400-500 let nazaj. So primeri, ko so naselili kočevarje na Kočevsko in so izsekali gozd, to so tam lahko preživeli. Danes je pa to seveda spet zaraščeno. Tako da so drugačni procesi. Ja. Torej nam ne gre tako slabo, vsaj glede gozda. Na tem področju ne, ja. Kot sem omenil, naše, recimo, danes za Slovenijo ne vem točno, ampak Švicari so zaračunali, da za vsak Švicar porabiš še 2-krat toliko zemlje izven Švice. Se pravi, Švicari s svojim življenjskim standardom proizvedejo 2-krat več škode nekje drugje. Wow, mora. Švica je dokaj majhna država. Zdaj si predstavljate, kaj to pomeni za ZDA. Ja, to je kar velik. A obstaja kak način, da v prostem času pripomoremo k uvajanju sistemskih sprememb proti globalnem segrevanju? Torej, preko sprememb lastnih navad. In kaj to so? Ali misliš, da je vse predvsem odvisno od politikov in znanstvenikov? Ne, ja in ne. Zdaj, seveda, Želina je omenila stvari. Zdaj na Nizozemskem vsi kolesarimo, čeprav imamo precej smotana variabilnost vremena, vedno dež, no letos je sama suša. Ampak jaz dostikrat študentom pokažem, imam neko Excelovo tabelo in si morajo napisati, kaj oni jejo, koliko mleka si posira, in potem so šokirani, kaj to pomeni, kakšen okoljski vtis imajo. Mislijo, jaz sam samo pojem vsak dan 100 gramov sira, pa spijem 2 kozarca mleka, pa vsak drugi dan je hamburger, to ni nič. Potem pa ko jim pokažem, da če bi 100 milijonov ljudi tako jedli, da bi na leto posekali za 40 nizozemsk gozdov, je pa to precej spremeniti. Tako da je precej veliko lahko naredimo sami. Zdaj, mene osebno najbolj šokiralo dejstvo, da mislim, da če poješ 6 hamburgerjev, je enaka količina porabljene vode, kot če se tuširaš celo leto. Tako da lahko se nehate tuširati, lahko pa pojeste 6 hamburgerjev manj. Tako da ostanimo pri tuširanju, pa raj pojemo, kdaj je kakšen hamburger manj. Ne pomeni tega, samo pač manj. Zanimive alternative. A misliš, da so te zadeve skomunicirane na dober način potrošnikom, ali ker ti praviš, da svojim študentom sam poveš, kolikrat moraš računati? Ja, mi smo tudi zdaj, moji kolegi, ki se ukvarjajo bolj z dovzetnostjo potrošnikov, so ugotovili, da je za nas potrošnike precej že težko, ker ne vemo več, kaj je najboljše. Vemo, imamo organsko, potem pa vidimo, da lahko je tudi nekaj slabo za podnebje, nekaj slabo za pokrov, nekaj slabo za vodo. Če si vegetarijanec, ješ avokado iz čila in se tam porabi ogromno vode in se izčrpe vodni viri. Tako da pogosto je zelo težko biti potrošnik danes. Mogoče tako, kot je Lina rekla, najbolje je jesti lokalno. Tudi če mi dostikrat rečemo, da je še recimo hamburger nekje iz Gorenjskih planin, je verjetno še zmeraj boljši kot avokado iz čila. Ampak kot potrošniki hočemo imeti, priznam, tudi sam sem isti, pozimi ananas, pozimi lubenice, grozdje in to je nekaj, kar v preteklosti tega ni bilo, zato imamo danes tako vpliv. Ja, definitivno je težko priti do nekih globalnih sprememb obnašanja, da spremeniš navade ljudi. Tule Vida zanima, da politike na koncu zanima finančni aspekt vsega, torej imate kakšne ocene, koliko kakšen scenarij stane in kolikšna je izguba? Ja, ravno v tem Amazonki smo to delali. Problem je, na dolgi rok, mi smo pokazali, je trajnostni scenarij boljši za recimo prebivalstvo Brazilije. Ne nujno za ta velika podjetja, ki so veliki igralci na Amazoniji in nekatere izmed njih tudi iz Evrope, recimo največja veriga supermarketov na Nizozemskem je zelo velika. Torej na dolgi rok je boljše, da ne izsekamo preveč, da nimamo erozije, nimamo onesnaženja, nimamo požarov, ker Brazilija ima tudi zato precej več požarov zaradi tega izsekavanja. Ampak na kratki rok pa ponavadi je pa drugače. Zdaj nek investitor, če lahko danes poseka in že proda čez pol leta meso ali pa čez 2 leti sojo v Evropo, bo imel takojšnji dobiček. In tudi nek brazilski predsednik s 4-letnim mandatom, njega ne zanima, kaj bo čez 20 let. Tako da na dolgi rok
smo mi že pokazali, že na večjih področjih je boljše, tudi zato, ker imamo številne zgodbe, kjer so lokalno kmetijstvo popolnoma propadlo zaradi netrajnostnega gospodarjenja. Dobri primeri so stari Egipt, Mezopotamija, zaradi zaselenjevanja tal, recimo. Imamo pa tudi boljše primere v Evropi, ko so recimo mogli uničiti vse nasade pomarančevcev v Grčiji in tako naprej. Ampak se nič ne naučimo iz tega. Težko reči. Žal so drugi interesi vedno neki zraven. Ja, definitivno. Ok, zdaj bomo zaključili z vprašanji trenutno in ostala vprašanja, ki jih je kar ogromno, bomo probali odgovoriti na koncu dogodka. Tako da zdaj bomo se pa predstavili naprej na našo zadnjo, tretjo govorko, magistrico Majo Žarkovič. Maja je diplomirala iz elektrotehnike na Ljubljanski univerzi in magistrirala na področju energetske znanosti in tehnologije na ETH Zürich. Letos bo doktorirala iz naravoslovne ekonomije na Univerzo v Baslu. V zadnjih letih se je v sklopu doktorata posveča raziskovanju odzivov podjetij na različne podnebne politike po svetu. Nocoj nam bo na podlagi svojih raziskav predstavila svoj pogled na temo, kako učinkoviti so politični instrumenti v boju z okoljskimi spremembami. Torej, Maja, prosim, da se nam pridružiš. Najlepša hvala, Leja, in tudi hvala Neži za organizacijo tega dogodka in mojima sogovorcema za zelo poučni predstavitvi. Predsednik Donald Trump je pariški podnebni sporazum opisal kot popolnoma katastrofalen, ubijalec delovnih mest in uničevanje bogastva. In čeprav je takšna izjava o nekem tako pomembnem podnebnem sporazumu zares v predsednikovem tipičnem antagonističnem slogu, ni več nobenega dvoma, da je okoljska politika v določenih krogih dosledno povezana z večjimi stroški za podjetja in tudi upočasnitvijo rasti. Z drugimi besedami, obstaja nek neizogiben kompromis med konkurenčnostjo podjetij in okoljsko zaščito. In ravno to je tema moje doktorske disertacije, torej kako se podjetja odzivajo na okoljsko politiko v naprimer Nemčiji in Švici, kjer je politika popolnoma drugačna, in ali to res pomeni, da je njihova konkurenčnost zmanjšana ali pa morda ravno nasprotno jim okoljska politika lahko celo pomaga v ekonomskem smislu. Tako da danes bi vam rada predstavila okoljsko politiko z vidika ekonomije in vam tudi povedala nekaj o stanju v Sloveniji. Če ostane nekaj časa, pa mogoče še kaj točno počnem v času svojega doktorata. V bistvu so okoljske politike vsaj v Evropski uniji začele obstajati od leta 1973 in od takrat smo sprejeli več 100 pravnih aktov, ki obravnavajo okoljska vprašanja. Z vidika ekonomije poznamo 3 različne instrumente na področju okoljske politike, torej tradicionalne regulativne pristope, tako imenovane upravljalne in nadzorne ukrepe. Te ukrepi se predvsem osredotočajo na to, da omejijo količino CO2 izpustov. Potem poznamo tržne instrumente, ki predvsem določijo ceno teh CO2 izpustov in tudi ukrepe ozaveščanja. Upravljalni in nadzorni ukrepi zajemajo emisijske standarde, prepovedi strupenih snovi in instrumente prostorskega načrtovanja. To bi vam rada približala na primeru avtomobilskih emisijskih standardov, katere najbrž vsi poznamo. To so standardi, ki jih je Evropska unija na primer uvedla leta 2015, zato ker so avtomobili odgovorni za približno 12% vseh CO2 emisij.
Ta tarča uvedena leta 2015 nažalost ni bila dovolj uspešna, zato smo na primer z letošnjim letom ta standard še poostrili. Danes torej znaša 95 gramov CO2 izpustov na kilometer. Če vozite bencinski avto, to pomeni 4,1 litrov porabe na 100 kilometrov. In proizvajalec avtomobilov v Evropski uniji mora plačati premijo ali kazen, če ta emisijski standard preseže za vsak registriran avtomobil in dejansko so te kazni zares zajetne. Za prvi gram presežka 5 evrov, na to 15, 25 in za vsak od 4. naprej kar 95 evrov. Ampak seveda cilj teh ukrepov ni, da proizvajalce samo omejujemo, ampak da jih tudi spodbujamo. Torej, da jih finančno podpremo v ekoinovacijah in v proizvodnji avtomobilov z ničelnim ali zelo nizkim CO2 izpustom, da jim ponudimo tako imenovane super kredite in da jim dovolimo, da se združijo z ostalimi avtomobilskimi proizvajalci, kjer jim to ponavadi omogoči, da lažje zadovoljijo tem emisijskim standardom. No, ampak veliko bolj zanimivi, vsaj kar se mene tiče, so tržni instrumenti, ki danes v svetu prevladujejo. Torej, to so instrumenti, ki ne omejijo količine izpustov, ampak predvsem določijo ceno teh izpustov. Približno 40 držav na svetu ima že tak instrument, trenutno pokrivajo 13% letnih svetovnih emisij toplogrednih plinov. Kar opažamo je, da veliko držav pravzaprav implementira kombinacijo različnih tržnih instrumentov, torej da kombinirajo tako davek na ogljik, kot tudi trgovalno shemo z emisijami. To na primer počne Slovenija, Švica, kjer raziskujem in živim, pa je dodatno uvedla tudi upravljalne in nadzorne ukrepe. Torej, v bistvu združuje 3 različne instrumente znotraj ene države. Vsekakor kombinacija teh različnih ukrepov je odvisna od ekonomske situacije v državi, od političnih lobijev in od interesov politikov, tako da je razumljivo, zakaj vidimo tako heterogenijo po svetu. Kaj pravzaprav je davek na ogljik? V Sloveniji mislim, da ga poznate tudi kot energetski davek, gre torej za okoljevarstveni davek, ki se obračunava za uporabo goriv, ki vsebujejo ogljik. To so lahko na primer goriva za transport ali industrijska goriva za pridobivanje električne energije, torej premog, nafta, zemeljski plin in tako naprej. Gre za posredni davek, torej davek na transakcijo, nevezano na dohodek. Ti davki so problematični, ker so regresivni, torej bolj bremenijo revnejši sloj populacije. Zato je zelo pomembno, da ob uvedbi tega davka predvsem razmislimo, kako bomo prejemke teh davkov spet redistribuirali v sklopu našega prebivalstva ali pa ta davek reciklirali. Torej, na primer, zmanjšali nek drug davek. Pogosto se to zgodi z davkom na dodano vrednost. Te davke imenujemo tudi Pigovijanove davke, ker se predvsem nanašajo za regulacijo nekih negativnih zunanjih vplivov. No, v Evropski uniji pa poznamo tudi drug tržni instrument, to je sistem trgovanja z emisijami ali trgovalna shema, ki obstaja od leta 2005 in v kateri sodeluje seveda tudi Slovenija. V tej shemi mora sodelovati katerakoli stacionarna naprava z nazivno toplotno močjo več kot 20 megavatov. Ponavadi so to naprave, ki so dejavne v energetsko intenzivnih industrijah. Trenutno je reguliranih 15.000 stacionarnih naprav, regulirajo pa tudi letalske operaterje od leta 2012 naprej, torej danes jih imamo 1500. Vsi udeleženci v tej shemi dobijo neke trgovalne pravice do emisij, v Sloveniji temu pravimo emisijski kuponi. Ta proces dodelitve je precej kompleksen in se je tudi spreminjal skozi različne faze sheme, se pravi, nekaj se jih dodeli brezplačno, nekaj pa se jih lahko dobi tudi na raznih dražbah.
Poanta teh kuponov je, da se lahko z njimi tudi trguje na sekundarnem trgu. Ta en kupon daje imetniku pravico, da odda 1 tono CO2 izpusta. In količina teh dodeljenih kuponov se vsako leto znižuje. Trenutno je to 2,2% manj vsako leto. Udeleženci pa morajo vsako leto spremljati in poročati o svojih emisijah in na koncu leta predati dovolj teh kuponov, da pokrijejo svoje emisije, sicer jih doleti zajetna kazen. Cene teh emisijskih kuponov se gibljajo zelo dinamično. V prvi fazi EU ETS-a so dosegle celo točko 0. No, od leta 2018 naprej pa vidimo, da so sunkovito zrasle. Današnja cena je 25,15 evra na tono CO2. Moram pa pripomniti, da stališča ekonomije je ta cena še vedno prenizka, torej nižja kot je socialni strošek ogljika. Zato se seveda to shemo prilagaja in cilj je, da bi zrasla do 50 evrov na tono, koliko rabimo, da bi nam uspelo doseči naše cilje neke globalne okoljske politike. Torej, ta trgovalna shema deluje na nekem načelu omejitve in trgovanja ali po angleško cap and trade, se pravi omejimo število kuponov, ki jih razdelimo med tovarne in jim nato dovolimo, da med seboj te kupone trgujejo in v bistvu neka tovarna, ki je izpustila preveč izpustov in je zato zmanjkalo kuponov, jih lahko kupijo od druge tovarne, ki je uspela zmanjšati svoje emisije in ima zato kuponov preveč. Torej, vsak kupon ima tržno vrednost. Povedala sem vam, da so tržni instrumenti veliko bolj popularni kot upravljalni in nadzorni ukrepi in ekonomska teorija ima zato zelo jasno razlago. Če imamo neki instrument upravljanja in nadzor, kjer vsaki tovarni naložimo, da mora zmanjšati število emisij za 50 ton, bo ta ukrep obe tovarni skupaj stal nekje $15,000. In lahko opazite, da je to zato, ker imata seveda ti dve tovarni različne stroške zmanjšanja na vsako tono CO2. Še pripomba gre seveda za ilustrativen primer. No, ampak druga varianta bi pa bila, da namesto upravljalnega ukrepa uvedemo trgovalno shemo in preprosto rečemo, da moramo razdeliti toliko kuponov, da zmanjšamo CO2 izpuste za 100 ton. Še vedno boste obe tovarni imeli različne stroške zmanjšanja na tono, ampak tovarna, ki ima nižje stroške, bo raje zmanjšala večji delež emisij in dobila nekaj denarja od druge tovarne, ki je morala od nje odkupiti ta presežek kuponov. Se pravi, ta tovarna dobi neko plačilo od druge tovarne. In dejansko dosežemo to, da se emisije zmanjšajo tam, kjer je to najcenejše. In torej emisije se bodo zmanjšale tam, kjer bo to določil trg oziroma cena, ne pa tam, kjer bo to določil regulator. In zato mislimo, da je ta ukrep veliko bolj učinkovit. Znani pa so vam tudi ukrepi ozaveščanja. Če ste kdaj kupili nov hladilnik, naprimer, ste zagotovo srečali nalepko o energijski učinkovitosti, pa tudi energetsko izkaznico, ko naprimer se odločimo za nakup nepremičnine. Slovenija ima na prebivalca 8,5 ton CO2 izpusta, kar je malenkost manj kot povprečje v Evropski uniji. Za informacijo, največ CO2 izpustov na prebivalca ima Islandija, Luksemburg, Estonija, sicer pa so največji onesnaževalci Evropske unije zagotovo Nemčija, Poljska in Velika Britanija. Največji onesnaževalci v Sloveniji so v tem zaporedu termoelektrarna Šoštanj, nato Salonit Anhovo, se pravi cementna industrija in termoelektrarna in toplarna Ljubljana. Kot vidite, najbolj problematičen sektor v Sloveniji je elektroenergetska industrija, ki prispeva 40% vseh emisij, pa tudi promet je problematičen, tudi zato, ker je zagotovo podreguliran. Elektroenergetska industrija je povsem regulirana, torej vse emisije iz elektroenergetske industrije plačujejo neko ceno za toplogredne pline, česar ne moremo trditi za promet.
Še malo o zakonski podlagi. Vse se je začelo z Kjotskim protokolom leta 1997, ki je prvič zavezal države k temu, da zmanjšajo oziroma omejijo emisije. In potem je tudi Evropska unija v skladu s tem sprejela direktivo, ki jo je morala tudi Slovenija sprejeti še kot kandidatka za članstvo. V Sloveniji to ureja zakon o varstvu okolja in trenutno je naš cilj, da zmanjšamo izpuste za 40% do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Trenutno nam kaže zelo slabo, večina držav tega cilja ne bo dosegla, če ne naredi nekih drastičnih sprememb. To pa je tudi grafičen potek emisij v Sloveniji. V trgovalni shemi v Sloveniji sodeluje 100 udeležencev in v letu 2018 je trgovalna shema regulirala malo več kot 6 milijonov ton CO2. Vidimo, da so emisije začele drastično upadati po ekonomski krizi, torej od leta 2009 naprej. Potem so rahlo zrasle in sedaj so se spet uravnale, ampak zagotovo še nismo tam, kjer si želimo biti. Še o energetskem davku bi povedala nekaj, in sicer največja rast tega energetskega davka se lahko vidi pri zemeljskem plinu in kurilnem olju. Torej so v bistvu v Sloveniji gospodinjski uporabniki zelo obremenjeni, zato ker je ta energija, ki jo uporabljajo gospodinjstva, bolj obdavčena kot energija, ki jo uporablja industrija. In to je gotovo nekaj, o čemer bi morala Republika Slovenija malo bolj razmisliti. In tudi v Sloveniji so davki na energijo pod povprečjem držav Evropske unije. In zagotovo je za nas ekonomiste vedno problematično, ko to breme klimatskih sprememb v finančnem smislu nosijo gospodinjstva in ne industrija, ki povzroča tudi ta problem. Kaj lahko kot državljani storimo, če nismo politični lobisti, se lahko zanesemo samo na to, da izvolimo politike, ki so bolj zeleno usmerjeni in ki se zavzemajo za to, da se okoljska politika v naši državi zaostri. Še zadnjih nekaj sekund bi izkoristila samo zato, da povem, da se moja doktorska disertacija nanaša na raziskovanje tega, kako učinkovite so klimatske politike po svetu. Zanima me na primer, kako manufakturna podjetja v Nemčiji odreagirajo na uvedbo te regulacije trgovalne sheme v Evropski uniji, ali so zato manj stroškovno učinkoviti, ali morda te dodatne stroške zaradi okoljske politike prenesejo naprej na cene svojih produktov in ali sploh ta trgovalna shema deluje tako učinkovito, kot ekonomska teorija predvideva. V zadnjem poglavju svoje disertacije pa govorim o švicarski okoljski politiki, ki je veliko bolj kompleksna kot evropska. Zanima me, ali smo v Švici uspeli doseči cilj zmanjšanja emisij, ki ga obljublja ta kombinacija instrumentov. Skratka, zahvalila bi se vam za vašo pozornost in če vas moje raziskovalno delo in napredek zanima, vas vabim, da obiščete mojo spletno stran, sicer pa je to z moje strani zaenkrat vse. Hvala. Najlepša hvala, Maja, torej je bilo res super. Zdaj pa gremo kar k vprašanjem. Torej, prvo vprašanje, za letalski promet se recimo trenutno lahko odloči za carbon offsetting, ne? In pogosto, ko potrošnik izbere to podjetje, ne vemo, kako se najbolje odločati. Imaš mogoče kak predlog, kako bi to lahko najboljše naredili? Pravi, vprašanje je, če želimo svoje emisije offsetati, kako izbrati pravilno podjetje za to. Tako. Mislim, da obstaja neka spletna stran, ki nam primerja različne ponudnike, tako da nekaj takega bi bila moja izbira. Se pravi, da dejansko pogledamo in primerjamo ponudnike med sabo in se odločimo za tistega, ki nam ponuja največ. Res ne vem, kako se ta točno spletna stran imenuje, ampak vem, da obstaja in seveda to pozdravljam. V bistvu v Švici recimo trenutno na aplikaciji, kjer kupiš tudi vozovnico za vlak,
oblak, ti takoj ponudi aplikacija malo višjo ceno, ampak za to offset tvojih emisij. Tako da mislim, da je to tudi zelo zanimiva rešitev. Super. Nadaljujemo z vprašanjem od Jerneja. Torej, kaj pomeni 11% delež CO2 za stavbe? Katere stavbe so to? Jaz ne bi znala povedati točno, katere stavbe to so, ampak to pomeni, da je ta sektor stavb prispeva 11% emisij v Sloveniji in to bi bilo ravno tisto, kar je v začetku omenila Lina. Se pravi, zaradi premajhne oziroma slabe energetske učinkovitosti teh stavb pride do emisij. Ok, super. Torej, glede na to, da cilja po teh predikcijah ne bomo dosegli, kaj misliš, da bi bilo potrebno iz gospodarsko-političnega vidika, da bi dejansko prišli do tega cilja? Odgovor je jasen. Več kot 500 svetovno znanih ekonomistov je podpisalo peticijo, da moramo nemudoma uvesti katerikoli tržni instrument, ali davek na ogljik ali pa trgovalno shemo. Se pravi, da ali razširimo to trgovalno shemo na čim več udeleženk, ali pa da države uvedejo davek na ogljik. Seveda največji onesnaževalci nimajo nikakršne okoljske politike. V bistvu predsednik Donald Trump je ameriško okoljsko politiko porinil vsaj 30 let nazaj v preteklost. Problem je seveda tudi Rusija, Indija. Vse te države, največji onesnaževalci, morajo nemudoma zaostriti svojo okoljsko politiko. In dokler tega ne naredijo, so vsi cilji, po mojem mnenju, idealistični. Ok, super. Zdaj pa eno daljše vprašanje. Torej, mnogi pravijo, da sta pandemija in izredni začasni upad toplogrednih plinov enkratna priložnost za sprejemanje odločnejših ukrepov v boju proti podnebnim spremembam. Obenem pa doživljamo business as usual, torej vlada rešuje letalske družbe, deloma brezpogojno, deloma zahtevo, da slednje sprejemajo ekološke ukrepe. Torej, kakšna je vaša ocena teh bailout sporazumov? Mislite, da dejansko lahko privedejo do pozitivnih in dolgotrajnih sprememb v letalski industriji? Najprej bi res pohvalila to opazko. Jaz tudi verjamem, da imamo zdaj neverjetno priložnost, veliko boljšo kot v času prejšnje ekonomske krize, zato ker so obnovljivi viri energije nenormalno napredovali v zadnjih 10 letih. In sedaj je ta preskok iz fosilnih goriv na obnovljive vire veliko manjši in lažji in tudi bolj ekonomičen. In torej smiselen iz ekonomskega vidika. Tako da se zagotovo strinjam, da je zdaj čas, da se uvedejo davki na ogljik ali kakršnikoli drugi tržni instrumenti, ker tu ne bi tako obremenilo podjetij. Osebno težko komentiram na splošno te bailout sporazume, morala bi pogledati nek konkreten primer in razmisliti, ali so smiselni ali ne. Vsekakor pa se mi zdi, da kakršnikoli bailout sporazumi ne morajo biti prioriteta. Da je treba najprej zaostriti okoljsko politiko in potem razmišljati o tem, ali je smiselno bailoutati katerokoli drugo podjetje. Še posebej glede Adrie pa res ne bi izgubljala besed. Ja, zanimivo. Ok, super. Zdaj pa mogoče še eno vprašanje. Če produktivnost in število podjetij raste, CO2 kuponi pa minimalno znižujejo izpuste največjih onesnaževalcev, se skupno izpusti CO2 dvigujejo. Zakaj se ne določi največja absolutna dovoljena vrednost izpustov in se davek eksponentno izvaja nad to vrednostjo? Zanimivo vprašanje. Se pravi, sploh ni jasno, da produktivnost podjetij generalno raste. In to je v bistvu vprašanje, ki ga je najprej treba rešiti in je zelo zanimivo, sploh v literaturi, v kateri sem jaz prisotna, da ugotovimo, ali produktivnost podjetij raste in kako okoljska politika vpliva na to. CO2 kuponi
Tudi ni res, da minimalno znižujejo izpuste največjih onesnaževalcev. Problem je, da največji onesnaževalci sploh niso del tega sistema z kuponi. Tako da to bi bila boljša rešitev, kot da uvedemo nek drugi instrument. Torej, kar res želim jasno sporočiti je, mi nimamo problema, da ne vemo, kako rešiti te okoljske, torej podnebne spremembe z ekonomskega vidika. Torej, mi imamo zelo učinkovite ekonomske instrumente, ki to dejansko dobro naredijo, torej dosežejo to, kar si želimo. Naš problem je politična volja. Torej, največji onesnaževalci niso implementirali instrumentov, ki bi zagotovo delovali. Tako da bi jaz res usmerila pozornost na to, da se te instrumenti uvedejo in ne razmišljala o tem, ali so instrumenti smiselni, ker je to že v nekem smislu dokazano. Torej, instrumenti delujejo. Super. Ok, mislim, da bomo zdaj to imeli zadnjo uradno vprašanje, ker se nekako bližamo koncu. Bi se predvsem najprej rada zahvalila vsem govorcem za vaš prispevek k kroženju znanja in idej sveta. Želimo vam še vsem naprej uspešno pot in upam, da se še prihodnje kaj slišimo. Zahvala tudi vsem organizatorjem društva Vtis in vsem, ki ste nam se pridružili. Zdaj pa med dogodkom ste udeleženci dobili eno kratko anketo o dogodku, za katero bi vas lepo prosili, da jo izpolnite in s tem pomagate izboljšati naše dogodke ali predlagate svoje teme. Spremljate nas lahko tudi na spletni strani Vtisa in na naših socialnih omrežjih, kjer redno objavljamo te dogodke. Tako da se kmalu spet vidimo, upajmo, da na temo o morju.